Lepo pozdravljeni v oddaji s knjigo, kjer se pogovarjamo o branju, pisanju in seveda močnih, lepih zgodbah. Danes je z nami Meta Grošelj, že 12 let podjetnica, coachinja in trenerka javnega nastopanja. Meta, lepo dobrodošla v Zasavju. Ja, živijo. Lepo Meta, je biti tukaj. Lepo, da si prišla, zato ker si drugače iz Ljubljane, drži? Domžale. Domžale. Bila si pa tudi precej po svetu, kar bo to dobra iztočnica za kasneje, ko bomo govorile konkretno o tvojih knjigah. Meta, napisala si 2 knjigi že, zdaj je v nastajanju 3. In če se zdaj greva kar direktno tvojo knjigo Verjemi v svoj glas. A bi lahko nam povedala, zakaj si se sploh odločila napisati knjigo o tem, zakaj verjeti v svoj glas, o neki samozavesti, samopodobi? To je v bistvu knjiga o retoriki. Jaz bom rekla, zakaj sem se odločila napisati knjigo. To je bil en tak moj močen notranji glas, ki mi je ves čas pregovarjal, piši, 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 piši. Ampak seveda, kdo bo pa to bral, ne? A zdaj jaz znam dobro pisati, a je to zdaj koristno za ljudi, a ima kakšen smisel. Včasih sem se pogovarjala s kakšno kolegico poslovno, ne, in mi je potem rekla, kaj pa boš imel od knjige, to je slab marketing, prvo predolg časa traja, da jo napišeš, drugo, težko jo je prodati, tretjo, veliko ne zaslužiš v Sloveniji tega. Ne. In ne glede na tiste ovire, ki jih nekako zunanji svet potem pred tebe postavlja, pa je to pametno, ni pametno, je smiselno, ni smiselno. Jaz sem ves čas čutila, da imam v sebi kaj zapovedati. Da je v bistvu so neke misli, ki so včasih mogoče preveč raztresene in format knjige meni osebno najprej pomaga sploh urediti to, o čemer jaz razmišljam, v neko logično, organizirano, smiselno strukturo, ki pa seveda zdaj s tehnikami tudi, bom rekla, komunikacije in pa retorike, pomaga bralcu, da pride do enih uvidov. Jaz včasih tudi sama svoje knjige preberem, zdaj, ko sem se pripravljala na najin pogovor, sem jo malo vzela v roke, to knjigo Verjemi v svoj glas, pa sem jo malo prelistala, pa sem kakšno zgodbo tudi prebrala in sem si prav rekla, čakaj, ne, po 2 letih zdaj izida, mogoče pa sem kakšno stvar tudi sama pozabila in bi bilo dobro, če se malo spomnim, tako da sem si jo pravzaprav prodala zdaj v branje, bom prebrala zdaj malo, da se spet spomnim, ne, kaj je pomembno v življenju. Veš, kaj je bilo meni zanimivo, ne? Ko smo se pogovarjali, da sprva sem mislila, da je to za neko javno nastopanje, ti tudi ljudi pripravljaš, pa jih učiš, kako javno nastopati, pa sem si mislila, dobro, to je za tiste govornike, pa predavatelje, ki mora biti na odru pogovor. Ampak ne, si me popravila, da to je drugače, širše mišljeno javno nastopanje. Kako? Lahko več poveš o tem? Jaz verjamem, da je, se pravi, če zdaj greva se samo vprašati, zakaj imajo ljudje tremo, pa zakaj imajo ljudje toliko večjo tremo, ko se javno izpostavijo, recimo na nekem odru pred širšo množico ljudi. Danes največ se ljudje izpostavljajo dejansko na socialnih omrežjih. Recimo tam je nevidna publika, ne veš, kdo opazuje tisto, kar ti pišeš ali pa snemaš ali pa govoriš karkoli. Pa še vseeno imamo neko vrsto treme pred to publiko, ki jo niti ne vidimo in niti ni v kontekstu situacije takrat, ko ti pišeš blog, je ni tam. Ko ga objaviš, je tudi ni tam, mogoče bo čez teden, 2, 3, ne. Ali pa mogoče, ko gremo na sestank, ko gremo na razgovor za službo, ko mogoče imamo kakšen pogovor z našo družino, ko imamo kakšen težek pogovor s partnerjem, mogoče z otrokom. Skratka, kadarkoli se moramo izpostaviti, da nekaj, se pravi naše misli, kdo smo, kaj verjamemo, kaj želimo, naš čas ima stisne v sebi. A je to prav? A prav razmišljam? A je moje mnenje vredno, da ga obelodanim, da ga povem? A me poslušajo ljudje? Se pravi, ogromno je tega, se pravi, v vsaki priložnosti, jaz pravim, odri življenja so povsod. In je bolj pomembno, da smo 99% časa suvereni, da vemo, kdo smo, da razumemo sebe, svojo identiteto, svojo osebnost, da poznamo tako sonce kot senco, ne? Da poznamo tako tisto, kar imamo radi o sebi, da sprejmemo in poznamo tudi tisto, kar nam mogoče ni tako zelo všeč. Včasih smo slabe volje, včasih nismo najboljša verzija sebe, pa da znamo tudi to sprejeti takrat, ne? In tudi to pokazati mogoče na teh odrih življenja. Jaz mislim, da je to več vredno in zato je ta knjiga bolj namenjena široki
publiki, v smislu, vsak naj verjame v svoj glas. Ne? In na nek način želi sporočiti neke zgodbe, ki jih mogoče jaz sem sama tekom svojega malo bolj intenzivnega treninga govorništva razumela drugače, da jih na nek tak način storytellinga, pripovedništva predam ljudem. To je namen. Ampak Meta, tako ne, če te oddaleč pogledamo, bi lahko rekli, verjetno ti že kdo tako rekel, ne, ajde, Meta pride v prostor samozavestna, suverena, ima močen glas, to pove. Ona je tako rojena, ona je ta karakter, ona to pač zna, jaz pač nisem tak. Kaj pa tisti, ki so v osnovi bolj tihe miške, malo bolj zaprti vase, a se lahko vsak tega nauči, ali je to stvar tudi karakterja? Jaz mislim, da tudi introverti imajo, oziroma imamo, bom rekla, ker sem jaz tudi, ne boš verjela, kar dosti introvertirana oseba, znam se za mesece zapreti, umakniti, biti sama sabo zelo zadovoljna in prav nič ne rabim zares. Tako da znam biti tudi ekstrovertirana, boj da se nam reče ambivert, tako sem slišala. Ogromno notranjega dogajanja, vsebin, interesov, razmišljanj, misli, mogoče malo manj težnje potem, da bi jih z ljudmi delili. Ne? Pač zakaj pa? Ne? In tukaj je ravno ta odgovor. Zato, ker je dobro, da vsi rastemo kot družba, kot skupnost, da se drug od drugega lahko nekaj naučimo in vsak ima priložnost na drugega narediti nek vtis v tem smislu, da vpliva na motivacijo, na pozitivnost, na optimizem, na upanje, na dobro počutje v kolektivu, na dobro počutje znotraj družine. Torej tudi introverti, ekstroverti, kaj ima tukaj veze, ne? Se ne gre za to, koliko pozornosti nase pravzaprav sprejmeš. Jaz mislim, da javno nastopanje, oziroma sploh retorika, če bi rekla, ne, to je veščina komuniciranja. Zdaj, a midve uporabljava tukaj na televiziji, a jo uporabljava na nekem drugem odru, kakšne konference, a jo uporabljava vsak dan za mizo pri kosilu, ne, dobro retoriko, optimizma, poslušanja, ne, komunikacije. Jaz mislim, da je to še bolj pomembno. Torej, če te razumem, je to stvar, ki se lahko res vsakdo priuči. Je to stvar treninga, je to stvar veščin? Mi vsak dan komuniciramo. Se pravi, vsak človek vsak dan komunicira. Če drugega ne sam sabo, v svojem notranjem dialogu. Se pravi, to ni nekaj, kar se bi priučil. To se učiš in treniraš vsak dan. Zdaj, to lahko se vidi nezavedno na avtopilotu, pač delaš, kar si se naučil s copy-paste metodo, v bistvu prek naših družin, naših staršev, ali pa začneš zavedno razmišljati o tem, kaj komuniciraš, s kom komuniciraš, kaj je cilj te komunikacije, kaj pravzaprav želiš, kaj je namen. Kdo hočeš biti, kakšen svet hočeš pustiti za sabo. In bolj, ko si zaveden o svoji komunikaciji, bolj se mogoče tudi zavedaš, koliko te lahko določen stil komuniciranja, določene male stvari znotraj naše komunikacije tudi zavirajo, in omejujejo naše potenciale, reče se jim omejujoča prepričanja. Veš, Petra, to je meni v bistvu zanimivo, Jaz sem to dolgo raziskovala in tudi v 3. knjigi zdaj o tem pravzaprav govorim. Kaj so omejujoča prepričanja? Jaz sem dolgo govorila, da so prepričanja, ki nas omejujejo, samo recimo 1 ali pa 2 stavka, ki sta nekje globoko v naši podzavesti in jih je tako težko ven zbezati, in pol ne vemo, kaj to je. Pazi, prepričanje je čist vse, kar mi govorimo čez dan. Vsak stavek je prepričanje. In ta stavek, način, na katerega je oblikovan, strukturiran, ima potencial, da nam razširi obzorje, da nam odpre krila, da vidimo več, širšo sliko, ali pa ima potencial, da nas limitira, torej omejuje. Tega pa že jaz ne bom zmogla, to pa že ni zame. Če bi to in to, bi pa lahko. Se pravi, kako tukaj lahko zdaj obrnemo eno misel, ki je v bistvu neko prepričanje v to, da nam odpre potencial življenja in raziskovanja, radovednosti, uspeha tudi, če hočete. Ali pa nas omeji na tisto, kar je naša, se pravi, neka dana, tako je. A je res tako? Ne vem.
Danes, ko tudi govoriš o tem, tudi naslov je tak, verjemi v svoj glas. Dobro, moramo verjeti v to, verjeti vase. Tu se dotika že te samozavesti, samopodobe. Kako bi rekla za začetek, da je, glede na to, da si bila tudi po tujini dosti, v Sloveniji nasplošno, kako imamo mi ta nivo samopodobe, samozavesti v primerjavi z drugimi narodi? Je to kakšen vpliv ali ne? Čez družbeni? Jaz kot coachinja oziroma tudi osebno verjamem, da so 3 pomembne stvari tukaj za razmislek. Prvo je samozavest, kateri dajemo čisto preveč pozornosti, nasplošno je nekako prevladala zdaj tukaj, a ne bodi samozavesten, to je nekako tista beseda, ki jo najpogosteje slišimo. Potem imamo samopodobo. Razlika med samozavestjo pa samopodobo je v bistvu samozavest je fokusirana bolj na tiste stvari, ki jih mi že obvladamo. Pač si rečemo, rada bi se naučila klavir igrati. Pa ja, jaz mislim, da se lahko. Pa gremo to, ne? Se samozavestno vpišemo, recimo glasbeno šolo, samozavestno lotimo vaj in začnemo igrati ta klavir. Ne? Zdaj pa mogoče samopodoba. Opazujemo takole druge učence in vidimo, da nekateri hitreje napredujejo kot mi. Mogoče nekaterim gre nekaj boljš kot nam. Tukaj je zdaj tako, ne? Smo soočeni s tem, kar je dobrega pri nas in kar nam ne gre. In če te omejitve, ta manko, torej to, kar nam primankuje, preveč kritiziramo, preveč se pravi poveličujemo, potem imamo manj zdravo samopodobo. Torej samopodoba je pa stvar zdaj te dvojnosti, da tisto, kar je ok in kar nam še fali, da znamo lepo združiti skupaj, in rečemo, ja, to sem jaz, to vse me sestavlja in vse sprejemam z enako mero spoštovanja, razumevanja, ljubezni. To je zdrava samopodoba in veliko bolj pomembno kot samozavest v bistvu za srečo v življenju. Potem imamo pa še občutek lastne vrednosti. Ta je pa najbolj kritičen, ker je preveč izpostavljen primerjanju, se pravi, koliko vrednosti imam kot oseba, pogojujemo s tem, koliko prijateljev imam, koliko denarja imam, kakšno imam oblačila, koliko imam uspeha, kakšno službo imam. Se pravi, to so, tako se reče v bistvu eksternalije, se pravi externals, zunanje stvari, ki se jih sicer da meriti, ampak niso pomembne za vrednost, ker je zanimivo, recimo tudi v knjigi noter imam napisan, Claudia Howard, to je ena psihologinja, je napisala 5 aksiomov lastne vrednosti in to so v bistvu pravila, po katerih, ki so zelo zanimiva, jih imam zelo rada. In prvo pravilo je, vrednost ni deljiva, vrednost ni merljiva, ne moreš dati na pol. Naša vrednost je edinstvena, enotna in nesprejemljiva, torej samo ena. Vrednost samo je in je enaka za vse ljudi na svetu. Torej vsi imamo enako vrednost, ne glede na to, kakšne imamo te zunanje dejavnike, s ki prihajamo in kako bi lahko predmetili to, kar nas obkroža. In ta občutek lastne vrednosti Slovenci se mi zdi, da imamo majčken v tem kulturnem, nezavednem mal, kako bi rekla, se pravi, to nas mal, kakor en trn v peti, ki nas stalno nekako mal bode, to, da bi radi imeli več, večja država bi bili, več zemlje bi imeli, več vsega bi imeli. Pa bi rekla, da je to stvar Slovencev ali je to stvar človeštva ali nečesa, da hočeš več? Želimo si toliko te zunanje potrditve, se pravi, to hrepenimo po tej zunanji potrditvi, ampak lastna vrednost se začne pri notranji potrditvi, torej pri tem, da mi odnoter, bom rekla zdaj, tako kot zdaj, je to država ali je to neka skupnost ali pa vsak človek posamezno razume, da vrednost samo je, vsi smo enakovredni. Pa situacije v svetu so pa spremenljive. Ti pritiski so pa kar močni, ko poslušaš za vse koncu. On ima več socialna omrežja. Nekako te kar sili ta družba v to, da moraš še več, pa biti še boljši, še bolj zdrav, še lepši in tako naprej. Silijo nas možgani, to je treba razumeti. Se pravi, naši možgani imajo nek tak avtomatiziran default nastavitev, ki je v bistvu primerjajmo se in tekmujmo. Se pravi, compare and compete, se pravi, primerjamo se in tekmujmo, ampak se mi zdi, da zdaj mačken dvig zavesti, torej nova doba, ki prihaja, imam jaz občutek, torej veliko se tudi o tem govori, zdaj povabi bolj, da
soustvarjamo in sodelujemo. Torej, sodelujemo in soustvarjamo. Ne? Create and contribute. Torej, da ustvarimo in skupaj in dodamo to, kar smo ustvarili na ta, kako res rečemo, ne? Ta kup stvari, ki obstaja. Ne? Veš pa ne, kdo bo v bistvu tisti, ki bo segel v ta kupček in vzel dol recimo tvojo knjigo, ki si jo ustvaril. Vse, kar se morajo ljudje obremenjevati, je, da dejansko nekaj ustvarijo in dodajo na ta kup. Vse ostalo je stvar zaupanja, vesolja. Prosti se malo vrnem, ker je tako lepo zapisano teh 5 aksiomov. Zadnji je ta, vrednosti ni treba zaslužiti, ni je treba dokazati, že obstaja. Samo prepoznajte jo, sprejmite jo, cenite jo. Tako da, ja, res lepih 5 aksiomov tukaj. No, in če gremo nazaj na to, rekla si, da je to v možganih kot te sili naprej. Kako se temu, ne bom rekla upreš, ampak da te ne povleče v ta val, da se ne počutiš slabo, ko se primerjaš z drugimi, ko ti družba to vsiljuje. Kako res ohraniš ti svoj, da rečeš, jaz sem pa tukaj zadovoljna, imaš tak realen pogled, kdo si, kaj si, čutiš to vrednost, pomagaj nam, kako? Pa to je zanimiva zgodba, ne, v bistvu ena starejša gospa, ki je živela polno življenje, polna energije, super se počutila in potem jo vprašaš, ne, kako pa vi pri 70 letih, pri 80 letih živite tako drugače kot pa recimo neka druga poprečna, tako stara gospa, ki pač si reče, kaj če mi je zdaj, ne, sem že prestara, ne bom se lotevala novih tečajev, ne bom hodila na dogodke, ne bom to, ne bom, recimo, ne vem, to je čisto ena taka zgodbica. In odgovori ta gospa. Pravi, ja, ko sem bila stara 20 let, sem se strašno sekirala, kaj si drugi ljudje mislijo o meni. In sem na vse načine želela upravljati s tem vtisom, da si bodo o meni mislili dobre stvari. To je potegnilo ogromno energije in pa nekega prilagajanja, da bom ok. Dokler nisem končno pri 40-ih si rekla, škaj, briga me, kaj si drugi mislijo o meni. Ampak na nek način pazi, ne? Še vedno smo odvisni od drugih. Ali nam je mar, ali nam ni mar, drugi so še vedno v tej sliki. In zdaj pravi ona, ne, šele ko sem bila 60, mi končno kapne, da nikoli noben, nikdar, sploh ni razmišljal o meni. Da so vsi razmišljali ves čas samo o sebi. Zakaj sem spustila toliko let svojega življenja, od 20. do 40. do 60. da se pravzaprav prepuščam temu, da razmišljam, kako me drugi vidijo. In veš, tukaj razmišljaš, ne? Jaz razmišljam tako. Torej, mene zanima moje življenje, tebe, Petra, zanima tvoje življenje. Torej, vsakega človeka okoli zanima njegovo lastno življenje. To je seveda dobro in pametno, ker želimo seveda imeti lepo življenje, srečno življenje, pač da preživimo in tako naprej, ne? In s tem namenom tudi v bistvu vse počnemo, kar počnemo. Pač iščemo službo, iščemo prijatelje, se družimo in tako naprej. Ampak če pa mogoče izstopiš iz tega ven, pa si rečeš, v bistvu ni mi treba zdaj se sekirati in skrbeti za to, kako me drugi vidijo, mogoče je boljše, če začnem razmišljati o tem, kaj drugi rabijo. Ker tebe, Petra, zdaj zanima tvoje življenje. In če se zdaj neham sama sabo ukvarjati, kako ti mene vidiš, se lahko ukvarjam s tabo. Kako ti vidiš sebe? Torej, kdo si? Kakšna je tvoja zgodba? Kaj rabiš? Kako ti lahko pomagam? In ko enkrat obrneš ta center pozornosti iz tega, da se ves čas, se pravi, sam s sabo pogovarjaš o sebi. A sem dosti dober? Kam spadam? Ne? Kje se umestim lahko zdaj v ta svet? A sem boljši od unga, slabši od tega, imam več, imam manj, da se ne ukvarjaš toliko s tem, se raje ukvarjaš z drugimi. In pa ne v smislu, prosim lepo, da se bo res razumeli, ne v smislu sodbe, ne v smislu, da jih nekaj obtožujemo, da iščemo na njih napake, da iščemo na njih nekaj, kar nam ni všeč, je všeč, ne? Ampak da jih pravzaprav vprašamo po njihovi zgodbi, da jih vprašamo po tem, kaj rabijo, česa si želijo, kako jim lahko stojimo ob strani, da jih vidimo v tisti samopodobi, ki je najbolj zdrava, torej da sprejemamo tisto, kar je dobro in tudi tisto, kar ni. Se pravi, v celoti, da jih sprejemamo. In to je tisto,
ko se enkrat odrečemo pogojem. Namen te knjige proti koncu, proti čemer vodi, je v bistvu proti brezpogojni ljubezni. In to je, da se odrečemo pogojem, ki jih imamo tako do sebe, a ne? To so ti pogoji, ko se imaš rad, ali pa tudi do drugih. To je zame najboljši način, da se v bistvu nehaš sam sabo obremenjevati, malo teže spustiš dol sebe, takrat si dovoliš enostavno biti takšen, kot si, ker se zavedaš, da si neviden. Jaz sem takrat, ko sem na stara 40 let to zgodbo slišala in sem se takrat vprašala, no, prvih 20 je šlo mimo, ampak mogoče pa imam možnost zdaj od 40 do 60 pa živeti na tak način, da se zavedam, da sem nevidna, da me noben ne gleda in da lahko delam, kar hočem, ampak moja odgovornost pa je, da se pa ukvarjam z drugimi. Torej, da mogoče pomagam drugim ljudem. In ta nevidnost mislim, da kar dobro funkcionira. Tako tudi lepše je življenje in bom si upala celo reči uspešnejše. To me spomni zdaj na ni filozofija, v bistvu je knjiga Blue Zones, ko so preučevali območja na Zemlji, kjer imajo ljudje najdaljša življenja. So prav določena območja in je zanimivo, je tako Južna Amerika kot Tibet, kot Afrika, malo območja skupnosti, kjer je normalno, da ljudje živijo 100, 110, 120 let in so rekli, kaj so skupne točke vsem tem ljudem. In ena od ključnih stvari je to, kar mi je zelo šilno na misel, da mora vsak posameznik imeti neko delo, nek smisel, kako pomaga drugim in kako daje skupaj v skupnost. In da to na koncu tako povezuje, da je v bistvu ena ta ključna sestavina, da se tako dobro počuti in da tudi to vpliva na neko dolgoživost. In drug tak močen element je pa, sicer so se malo nasmejali, da je pač pitje vina, ampak to je bilo v tem naprej razloženo, da ne gre se za kozarček vina, ampak da za to, da imajo dnevno pogovore s prijatelji. Da imajo take sproščene pogovore zvečer in prijatelji na kupu in pač se pogovarjajo. Nekaj, kar mogoče v nekem hitrem tempu življenja zdajšnjih mlajših generacij, ker ali si ne vzamemo časa, ali smo raje na teh socialnih omrežjih, ampak nekako se zgublja tista neka pristna, splošna, preprosta, počasni pogovori med prijatelji. In zdaj vprašanje zate, ne? Govoriš o komunikaciji. A ti kaj ločuješ komunikacija na spletu, komunikacija prek mailov, komunikacija prek telefona, v živo, je kaj bolj pomembno, manj, kombiniraš? Te to prosim malo povej, razloži. Ja, za osnove pač komuniciranja, ne bom rekla, se delijo na etos, patos, logos. Torej, neverbalno, bom rekla, patos je emocionalno, to je naš glas, se pravi, neverbalno je, kar vidimo, a ne, s telesom. Odprta drža, a ne, mogoče tudi vidiš moj očesni stik, nasmeh na obrazu. Potem je glas, torej, kot jaz nekaj rečem dober dan, pa ti rečem dober dan. Boš interpretirala moje sporočilo na drugačen način. Ja? Že zaradi tega tona glasu dojameš, kaj sem mislila reči prvič in kaj sem mislila reči drugič. Potem pa je sama beseda, torej logos. Ne? Beseda, kot je dober dan, recimo. Zdaj si pa predstavljaj, Petra, ker te stvari niso enakovredno med sabo razdeljene. Torej, naša neverbalna govorica doda približno 60% na interpretacijo tega, kar je skomunicirano. Naš glas in pa ton glasu doda nekje 30% na to interpretacijo drugega človeka, nekaj je bilo skomunicirano. Sama beseda pomeni zgolj nekih 10% v sami interpretaciji, kar je bilo skomunicirano. Jaz te napišem e-mail, dober dan, poznaš samo 10% namena. Jaz tebe pokličem po telefonu in ti povem, dober dan, dobiš 40% tega pomena. In zdaj pridem k tebi, jaz osebno, v telesu, ne, in z dušo in srcem in te pogledam v oči in ti povem, Petra, dober dan, kaj si začutila vseh 100% te komunikacije. Ne? Naša grozno zaposlena življenja, pač, kaj jaz vem, treba si res čas vzeti, pa tudi sama si ga zelo verjetno precej premalo, zato da sploh doživimo v bistvu bližino drugih ljudi. In to je tisto, kar verjetno nam precej manjka tukaj v zahodnem svetu. Ena od naraščajočih epidemij zdaj je osamljenost, tega se moramo zavedati. Tako med starejšimi kot med mladimi
ljudje to zelo, zelo čutimo in je zelo velik problem, ki smo ga mogoče tudi zdaj med to COVID epidemijo tudi zaznali, da koliko zelo pomembna je človeška bližina, tudi če samo v trgovini, pa tudi če samo v knjižnici, mogoče tudi če samo na cesti, da sploh začutimo neko drugo živo bitje ob sebi blizu. To je zelo, zelo pomembno. To bi dodala tistih 60% neverbalne komunikacije, ki je več kot 40 verbalne. In je to zelo, zelo pomembno. Ta bližina je pomembna za ljudi. Pa kaj spremljaš mogoče pa generacijsko, recimo zdaj mlajše generacije, ko so bolj izpostavljene s tem internetom, mi recimo so bili manj, generacije pred nami še manj. Je kaj, če bi posplošila, so bistvene razlike, kar se tiče te komunikacije? Kako komunicirajo, kaj manjka ali ne? Mislim, prvo niti ne bi se imela toliko za strokovnjaka po generacijah, da bi o tem lahko veliko povedala. Ampak jaz sem vedno nekako sprejela svet tudi za moje otroke, recimo sta 14 pa 11 let stara, tak kot je. Pač ta orodja, se pravi tablice, telefoni in vse to, kar obstaja, dejansko so orodja kot neka lopata, svinčnik, ki smo ga imeli, blok in svinčnik pisatelji ali pa pisalni stroj, kaj si še obstaja, še kdo piše na nek strti pisalni stroj, oziroma računalnik recimo, ali pa mogoče celo diktafone, torej da snemaš svoj govor in potem imaš aplikacijo, ki ti enostavno to prepiše. Tako da jaz sem to nekako bolj na ta način sprejela kot neko orodje in pomagam mojim otrokom, da razumejo ta orodja, da s temi orodji lahko bodisi nekaj ustvariš ali pa zabijaš čas. In pa komuniciraš. Komuniciraš, tudi komunicirajo, samo drugače. Razlika je mogoče vseeno. Ob sredah imamo pri meni treninge javnega nastopanja in komuniciranja na spletu, torej prek Zooma. In ja, v tem jih vedno, se pravi, ena od stvari, ki moji govorci vejo, da je zelo pomembna, je, kako si boš naštimo svoj kader. Torej, na kakšen način prideš pred ljudi, se predstaviš in je zelo pomembno. Nimaš nekega odra oziroma ni že tista pisarna ali karkoli že je. Se pravi, ta dekoracija tega kadra je pomembna. Vzemi si čas, da osvetliš svoj obraz, vzemi si čas, da pravilno postaviš luč, da res v bistvu pokažeš dimenzijo, ki mogoče v tem dvodimenzionalnem prostoru manjka. Tako da nekako do vsem mora biti, da se roke vidijo in tako naprej, da ni. Res si vzem čas za ta kader. To je mogoče nekaj, kar sem zelo pozorna, da tisto, kar je mogoče manjka v tej komunikaciji digitalni, da mogoče sami lahko nadomestimo. To si naredila dobro iztočnico. Meta, a je možno, da recimo tako, jutri mora iti nekdo, ki ni sicer govornik, imeti v službi javni nastop, da predstavi svojo idejo. Ima blazno tremo, blazno ga je strah. Te pokliče in reče, a bi mi lahko na hitro dala par nasvetov, kako jutri tole opravim bolje, preden pridem na tvoj trening javnega nastopanja. A imaš kakšne take hitre trike, da rečeš, tole pa to naredi, pa bo že bolje, pa lažje? Veš, Petra, meni je vedno zanimivo, da je toliko potrebe po teh hitrih trikih. Hitro bo enostavno. Se pravi, a se da nekaj, kar je treba trenirati, kar je treba si čas vzeti, kar je treba razmisliti, kar je mogoče treba vaditi. Vaditi, ponavljati, trenirati, torej res se posvetiti eni stvari. A je to možno takole? Ne, ni. Daj, pa bi želeli, ne? Mislim, kar bom povedala je zdaj 3 stvari. Pa dajmo, Prvo je, vprašajte se, kdo je vaša publika. Kdo sedi, stoji, posluša, kdo je tisti, ki ga nagovarjate. Potem se vprašajte še več o teh ljudeh. Kaj je tisto, česar si želijo? Se pravi, kaj je cilj, ki ga zasledujejo? Kaj vejo, česa ne vejo? In še mogoče tretja stvar. Še enkrat se posvetite temu, kaj si pa želite njim povedati. Njim. Kaj si želite, da na koncu tega vašega predavanja oziroma predstavitve te ideje, kakšen občutek, da imajo o tem
o tej ideji, o sebi, kako naj vidijo prihodnost sebe v tej ideji. A ne, svojo naslednjo verzijo sebe, ko so to idejo že sprejeli, že z njo nekaj delovali, že vzeli v svoj svet, ne, se pravi, kaj zdaj čutijo, razmišljajo, delajo. Vse te tri stvari se tičejo ne vas, se pravi, ne nas kot govorca, ampak publike. A ne. In več, ko v bistvu misli namenimo, ne kakšen bom jutri, kaj naj se oblečem, kaj naj povem, kako naj nastopam, kje naj stojim, kam naj dam roke, jaz, skozi jaz. Dajmo razmišljati o tem, kdo tam sedi, kaj rabi, česa nima, kaj ima, česa si želi, kako mu lahko pomagam, kaj si želim narediti za te ljudi, kako jih imam rad, kako jih ne sodim, ne glede na to, a so največji vipovci na tem svetu, verjemite mi, tudi oni jokajo kdaj, sami, nekje v sobi. A veš, čutite jih, ne? Meni je bilo zanimivo, ko si v knjigi tu dala primere teh z naših oči ekstremno uspešni ljudi, kot je Lady Gaga in podobne, ampak kako tudi oni niso verjeli vase, so se počutili manj vredne, so se počutili, da nič ne znajo, da jim ne gre. Kar se grozno sliši, kar malo to lažbo, ko rečeš, v redu, to, če se jaz tako počutim, kdaj pa imam take misli, se to vsem dogaja, se nismo tako slabi zaradi tega. Življenje je razpeto med to, da smo v nekem danem trenutku bodisi v občutenju neke superiornosti, v drugem momentu smo že inferiorni. Se pravi, to je dnevno, a ne, Petra, to ni nekaj, kar boš nekoč dosegel, da zdaj pa od danes naprej se pa počutim samo še dober. Se pravi, vsak dan dnevno se pravzaprav spopadamo z nekimi izzivi, včasih se počutimo super, že v naslednjem momentu pa nas neki čevelj žuli, ne? Se pravi, to je nekaj, s čimer se moramo ves čas soočati in dobro je, da sprejmemo tudi te neprijetne občutke, bolj ko jih potiskamo, to je dejansko eno dejstvo, ne? Celotna psihologija o tem govori. Torej, bolj ko mi potiskamo te neprijetne občutke, a ne, bolj ko se z njimi spopadamo na način, da zakaj se to dogaja samo meni, verjemi, da se ne. Dogaja se vsem in prav je, da se. Ker nam kaže pot v neko lepšo prihodnost. Všeč mi je, ker tudi v knjigi se zelo čuti, da razumeš ta element, da nekateri rečejo, knjigo pišem zase, sej tudi, ampak v osnovi zase pišemo dnevnike. Knjigo napišeš takrat, ko daš v spredje bralca in druge. In se prav v knjigi čuti, da nagovarjaš bralce, kaj lahko njim daš, kaj lahko njih naučiš, kaj jih lahko opolnomočiš. In je tak zanimiv zaključek, tako kar pomirjujoč. Podarite si ljubezen, čisto kot je sama solza, ki vam zdaj priteče na lice in naznanja, da ste se končno našli. Našli ste pot domov. Taka kar, prijetno je, fajn je. Meta Grošelj, najlepša ti hvala. Jaz verjamem, da smo odnesli saj malo spodbude, da si vzamemo več časa za komunikacijo v živo, ko vidimo tudi verbalno, da se včasih malo ustavimo, da se sprašamo in da damo fokus tudi ne samo na sebe, ampak tudi na druge, kaj lahko podamo, kaj lahko doprispevamo, kako se rekla, v ta skupen kup, da nam je na koncu vsem nekako lepše. Tebi pa še veliko uspehov in seveda dobrih knjig, da bomo lahko brali še naprej. Hvala, Petra. Hvala, da ste nas spremljali in seveda se vidimo v naslednji oddaji s knjigo.